Na tem posnetku vam bom pokazala, kako s pomočjo programa ShareX, ki ga lahko brezplačno naložimo iz računalnika, tudi sami doma lahko potem hitro posnamemo neko razlago za neko snov za učence, ki jo bomo potem naložili na YouTube kot filmček in potem učencem pošljemo link in si lahko oni ogledajo to. Takšne razlage so potem ponavadi hitrejše, kot pa iskanje primernih vsebin na računalniku. Ko začnem s snemanjem, pritisnem, ko imam enkrat program naložen, poskrbim za to, da bo snemal res zvok, ki ga bo prihajal do zunaj ali iznotraj računalnika. To pomeni, da mora imeti mikrofon na računalniku, in hkrati tudi vse, kar se bo na ekranu dogajalo in bo znotraj teh črtic. To mu lahko to področje omejim. Sama, ko se odločim, da bom začela snemati, jaz grem ponavadi na beležnico, in sicer na belo tablo, kjer karkoli bom napisala, če grem na novo tablo, tako, in zdaj bi recimo pritisnila Shift Print Screen sočasno, in to je ukaz, da začne računalnik s pomočjo tega programa ShareX snemati vse, kar se dogaja od zdaj naprej. Jaz lahko vzamem tipkovnico, napišem, danes bomo delali množenje decimalnih števil. Ta naslov lahko tudi prestavim, lahko ga povečam, vse skupaj lahko povečujem, če želim. Potem pa se odločim, da bom napisala nekaj računov, razlago, karkoli. Zdaj, pri pisanju lahko še vedno uporabljam tipkovnico, recimo, da želim izračunati 0,5 krat 0, pri kratu se že zatakne z nastavitvijo, dobro, pa dajmo 0,5 deljeno z 0,36 je enako. Koliko je to? To je pač naš račun. Zdaj stvari dosti poenostavimo, če uporabljamo kar svinčnik za pisanje. Lahko spreminjamo debelino svinčnika, barvo in vse. In to računamo, ne vem, predlagamo, da vse skupaj spremenijo v ulomek. Se pravi, je to 5/10 deljeno z, če je pretanek svinčnik, dodelim večjo debelino, deljeno z 36 deljenje in množenje z obratno vrednostjo, poračunam. Pač razlago, kakor si že želim. Lahko dodamo tudi kakšne vaje iz interaktivnih vaj. V tem primeru si na računalniku že prej interaktivne vaje odpremo, da s snemanjem ne prekinjamo. Gremo recimo sem, imamo tukaj, ne vem, poveži ustresne pare, kaj gre skupaj. To nalogo normalno rešujemo, ne vem, 5. Tukaj lahko normalno gremo skozi, pogledamo še naloge, karkoli, razlage. Vse to se bo kasneje na posnetku videlo. Ko imamo snemanje dovolj, rečemo enostavno, še enkrat pritisnemo tisto, kar smo pritisnili na začetku snemanja, Shift Print Screen sočasno, in potem naloga neha snemati. Potem moramo mi ta posnetek še objaviti, zato gremo na YouTube. Na YouTube, tam se samo prijavimo enkrat, imamo naše videoposnetke in mi bomo sedaj naložili nov videoposnetek, zato bi šli na YouTube Studio. Ustvari naloži nov videoposnetek, odpremo naš ShareX, takole, in se nam pokažejo vsi naši posnetki. Zdaj mi izberemo,
posnetek, recimo, da me zanima tale test. Tako, naložim. Potem dam naslov, kako bom dala, ne vem, če so to decimalna števila. Opišem gledalcem, v tem je razloženo to in to in to in to. Sličico, tukaj si jo lahko ne vem, da svojo slikico noter ali pa kakšno za začetno animacijo, karkoli. Potem izberem, da je vsebina namenjena otrokom, grem naprej. Tukaj še enkrat naprej. Posnetek se lahko odločim, ali bo javen, če pa želim, da ga vidijo samo tisti, ki jim pošljem link, rečem, da je nenavaden, to pomeni, videoposnetek si lahko ogleda vsak uporabnik s povezavo in potem dam shranim. To je vse, kar bo on naredil. Potem nekaj časa počakam, da se ta naloži. Recimo, da se jaz pri snemanju kaj zmotim in bi želela kaj popraviti. V tem primeru ponovno vstopim v svoj YouTube, grem na moje videoposnetke in si izberem tistega, ki želim nekaj popraviti. Recimo, da je to recimo Vox učenec, takole. Ga poženem. To mi nekaj ni všeč, nekaj mi je preveč noter, nekaj bi rada spustila. Zato grem na urejanje videoposnetka. Odprem urejevalnik in potem posnetek poženem. Tukaj vzgoraj lahko gledam, kaj je. In rečem, na začetku se mi zdi, da tega ne rabim. Od tukaj do tukaj je nepomembno, šele tukaj bi začela. Tam stisnem samo pavzo, takole, grem napišem še obreži in če želim samo od tukaj naprej ga gledati, prestavim začetno črto sem. Potem posnetek vrtim naprej, rečem, to je vse v redu, to je dobro, tukaj sem se nekaj zmotila, to ne želim, da je noter, zato črtico postavim tja, jo premaknem še sem, takole, postavim točno tam, kjer želim in rečem, da bom tukaj ta posnetek razdelila. In zdaj pogledam, koliko časa bi rada izrezala, to mi ni všeč, to mi ni všeč, to mi ni všeč. Takole ustavim, do tukaj mi ni všeč, zato bom sedaj rekla, da bom tole razdelila in to črto dam sem, tako. In to, kar je tukaj vmes, tega se ne bo na posnetku videlo. Poženem naprej. Zopet, tukaj naprej, ne, tole moram zbrisati. Kako zbrišem ven, zopet grem na razdelitev in potegnem to črto sem, tako nadaljujem. Pogledam, do kod mi ni všeč, do tukaj mi ni všeč, zopet označim črto in enostavno potegnem. Tako, ta del zopet ne bo notri, potem se zopet nadaljuje. Pa recimo, da želim zaključiti predčasno, tukaj bi rada zaključila že, bom ta črt samo sem potegnila, takole. Potem lahko grem pogledat, če je zdaj moj videoposnetek v redu, se postavim na začetek, gledam in ko bo on prišel tukaj skozi, bo sam preskočil tisto, kar sem izrezala in zlepil ta dva dela skupaj. Tako da pol vidim, če mi še kaj ni všeč, če ustrezno premaknem. Potem grem samo na predogled in shrani in tako imam posnetek potem. Potem traja nekaj časa, da ga ponovno naloži in jaz imam posnetek urejen. Učencem pa potem grem, ko imam to narejeno, enostavno samo na YouTubu poiščem svoje posnetke, prav, če grem zopet od začetka, moji videoposnetki, si izberem tistega, učencem želim poslati tole, označim ta link in ta link pošljem. In to je to.